Že sam naslov pove, da se bom danes osredotočila na eno skupino otrok s posebnimi potrebami, to so gluhonemi. Gluhonemnica oziroma Ustanovni zavod za gluhoneme v Ljubljani je bila edina ustanova v Sloveniji v obdobju med obema vojnama, ki je izobraževala gluhe otroke. Izobraževanje je potekalo po glasovno-govorni metodi, ki je v tem obdobju predstavljala pot integracije gluhih v družbo. Govorimo o segregirani vzgoji in izobraževanju, ki sta bila v tem kontekstu pozitivna, saj je v njunem okviru potekal vzgojno-izobraževalni proces, prilagojen potrebam gluhih otrok. Njun končni cilj pa sta bila njihova vključitev v družbo polnočutnih in prispevek družbi. Torej samostojno odraslo življenje in za mnoge tudi pot iz revščine. Pogosto so bili ovire na njihovi poti predsodki družbe. V obdobju med obema vojnama je bil otrok s posebnimi potrebami, torej tudi gluhonem, pojmovan kot oseba, katere pomanjkljivosti, če zelo plastično rečem, je bilo potrebno odpraviti in prilagoditi okolici. Kot zapiše David Turner v uvodnem delu monografije Approaching Anomalous Bodies. Tovrstno poimenovanje gluhih otrok in na splošno otrok s posebnimi potrebami je bilo prisotno tudi po drugi svetovni vojni, torej integracija v smislu prilagajanja družbi, pri čemer pa je vedno bolj stopalo v ospredje razvijanje pozitivnega odnosa družbe do omenjenih otrok. Oralna metoda je bila v obravnavanem obdobju osrednja metoda poučevanja gluhih ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše v Evropi. Temeljila je na metodiki pouka gluhih, ki jo je razvil empirik Miroslav Moritz Hill. Z njegovim delom Anleitung zum Sprachunterrichte taubstummen Kinder iz leta 1840 se pričenja novo obdobje poučevanja gluhonemih. S tem delom je nastopil proti metodi učenja gluhih v govoru, poslovnici in s pomočjo kreten. Mednarodni pedagoški urad v Ženevi je ugotavljal prevlado oralne metode poučevanja nad metodo znakov in prstno abecedo. V novi metodi je videl lažji način komuniciranja gluhega z drugimi ljudmi. Danes strokovnjaki ugotavljajo, da je oralna metoda lahko resnično uspešna le v primerih, ko so otroci sluh izgubili v starosti, ko so že lahko pridobili določeno jezikovno izkušnjo. Strokovnjaki danes vidijo oralno metodo kot metodo poučevanja, ki ni prilagojena individualnim potrebam gluhega otroka in ki gluhim otrokom ni omogočila samoizražanje, ampak frustracijo. Razmišljanje v smeri ustreznosti glasovno-govorne metode sicer ni predmet tega referata, saj gre za strokovno vprašanje, ki je med strokovnjaki poučevanja gluhih še vedno predmet razprav, je pa namen referata prispevati k spoznanju, da je omenjena metoda kljub zahtevnosti učenja gojencem tudi ljubljanske gluhonemnice omogočila samostojnost in pogosto pot iz revščine. Že pri samem sprejemu v zavod je bila s sprejemnim izpitom ustvarjena selekcija, saj je sprejemna komisija ocenila, kdo bo resnično zmogel učenje po tovrstni metodi. Toda tudi vsi tisti, ki jih je komisija ocenila za sposobne učenja po omenjeni metodi, niso bili sprejeti zaradi prostorske stiske gluhonemnice, pa tudi sam sprejem v zavod še ni bil jamstvo za dejansko dokončanje šolanja. Za današnje pojme je bil omenjeni učni pristop kljub prisotnim sodobnim kritikam vseeno premikanje meja, saj je bil cilj razvijanje govora pri gluhih gojencih do stopnje, ko jih razume tudi laična javnost. Zato je morala biti artikulacija tekoča, predpogoj za omenjene uspehe pa je bilo redno izobraževanje strokovnih učiteljev, študijska potovanja in predvsem pozitiven odnos do dela z gluhimi otroki. Praktična uspešnost oziroma za nekatere tudi neuspešnost tovrstnega poučevanja izpričujejo konferenčni zapisniki ljubljanske gluhonemnice. Vzemimo za primer šolski leti 1920, 21 in 22, 23.
V šolskem letu 2021 je bilo 81 otrok vpisanih v gluhonemnico. Konec šolskega leta je učiteljski zbor ugotavljal, da bo 7 učencev ponavljalo razred, za 6 učencev pa je predvidel odpust iz zavoda, ker ni bilo pričakovati napredka. V šolskem letu 2022-2023 je bilo vpisanih v gluhonemnico 88 otrok. Pri analizi uspešnosti je učiteljski zbor ugotovil, da pri 10 gojencih ni moč pričakovati napredka, zato je predlagal njihov odpust iz zavoda. V tem šolskem letu pa je bil le en učenec predviden za ponavljanje razreda. Glede na skupno število učencev, število odpuščenih iz zavoda ni veliko, je pa pokazatelj nezmožnosti nekaterih gluhih otrok slediti učnemu načrtu, končati šolanje in se integrirati v družbo. Ta skupina otrok je ostajala v oskrbi staršev in bila navadno po smrti staršev ali skrbnikov na poti bodočih občinskih revežev. Strokovni učitelj Metod Kumelj navaja podatek, da je bilo v Sloveniji med 2000 in 2250 gluhonemih oseb, od katerih jih je lahko v gluhonemnici zaradi njenih omejenih prostorskih kapacitet dobilo izobrazbo le 900. Ti so s pridobljeno izobrazbo dobili možnost zaposlitve, samostojnega življenja in dviga na družbeni lestvici. Za preostalih 1100 oziroma 1350 gluhonemih so skrbeli svojci oziroma domovinska občina. Večina gojencev gluhonemnice je prihajala iz revnih družin, ki so prebivale v oddaljenih vaseh in zaselkih. Med poklici staršev so prevladovali kmetje, kajžarji, kmečki delavci. Zdravniki so ugotavljali, da je pri večini gluhota pridobljena naknadno zaradi bolezni ušes ali drugih otroških bolezni, ki niso bile strokovno pozdravljene. Starši so se pogosto zatekali k domačim zdravilom ali lokalnim zdravilcem, saj niso imeli sredstev za plačilo zdravnika, pogosto pa niso imeli niti možnosti prevoza do zdravniške pomoči. Tistim revnim gluhonemim otrokom, ki so dobili možnost izobraževanja v gluhonemnici, je revščino poleg same gluhonemnice blažilo tudi podporno društvo za gluhonemo mladino v Ljubljani, in sicer z nabavo oblačil, obutve, šolskih potrebščin, kritja stroškov ekskurzij, izletov, kritja stroškov za popravilo zob, očal in podobno. Le manjšina učencev je pripadala socialno stabilnim družinam, ki so lahko same krile omenjene stroške. Socialne razlike so zlasti prišle do izraza v času gospodarske krize, ko je vodstvo gluhonemnice pozvalo starše, naj po svojih močeh prispevajo k nakupu učil in učnih pripomočkov. Zlasti v času gospodarske krize se je namreč pokazalo, da je ta vzgojno-izobraževalna ustanova finančno izčrpana, saj je v želji nuditi čim večjemu številu gluhih otrok šolanje sprejemala več otrok, kot pa so bile njene dejanske kapacitete. Tudi sicer je zavod deloval s skromnimi sredstvi. Gospodarska kriza je v veliki meri povzročila preusmeritev učiteljske dejavnosti ljubljanske gluhonemnice tudi v reševanje socialnih problemov gojencev. Življenjski standard revnih družin z gluhimi otroki je pogosto padel do točke, ko so otroci prihajali v zavod podhranjeni, bosi in raztrgani. Gluhonemnica je ob podpori podpornega društva za gluhonemo mladino poskrbela, da so imeli gojenci zadovoljivo materialno oskrbo. Zavedala pa sta se, da uspešno končanje šolanja še ne pomeni istočasne integracije v družbo, ampak začetek soočanja s predsodki družbe pri iskanju zaposlitve. To so zlasti občutili revni gluhi, ki doma niso imeli socialnega zaledja za čas iskanja zaposlitve. Društvo jim je bilo v veliko pomoč pri lajšanju socialne stiske. Ustanovitev omenjenega društva sega v leto 1930. Banska uprava je potrdila pravila društva konec novembra istega leta. Značaj društva je bil karitativen, zato je bil njegov cilj pridobiti čim več članov, pa tudi podporo občin in denarnih zavodov, pričakujoč s te strani največ pomoči. Društvo se je s prošnjami za podporo obračalo tudi na Bansko upravo in Ministrstvo za socialno politiko in narodno zdravje.
Osnovni namen društva je bil nuditi gluhi mladini, zlasti revni, do polnoletnosti materialno in moralno pomoč s ciljem, da bi čim več gluhih šoloobveznih otrok imelo možnost šolanja v gluhonemnici, da bi pomagalo revnim in osirotelim absolventom gluhonemnice pri iskanju zaposlitve in jih materialno podpiralo v času vajeniške dobe. Število prosilcev pomoči v času vajeniške dobe je naraščalo, tako da je konec 30 let društvo zaskrbljeno ugotavljalo, da bo moralo odklanjati prošnje, saj mu ni uspelo povečati dohodkov istočasno s porastom izdatkov. Društvo je bilo zelo prizadevno tako pri pridobivanju članov, kot pri poskusih pridobivanja podpor. Ambiciozna želja, da bi imelo vsaj 1000 rednih članov, je ostala neuresničena, saj je bilo na primer še v letu 1937 le 379 članov. Očitno so bili v družbi še vedno prisotni predsodki in nezavedanje o pomembnosti tovrstnih karitativnih društev. Največ razumevanja za nujnost materialne podpore društvu so pokazale tiste občine, ki so imele neposreden vpogled v neugodne socialne razmere gluhih. Seveda to ni pomenilo, da so bile tudi zmožne večjih denarnih podpor. Društvo je nasplošno pričakovalo od občin večjo finančno angažiranost in razočarano ugotavljalo, da je pri mnogih izgovor varčevanje. Gospodarska kriza sredi 30 let je dejansko omejila ali celo ukinila občinske podpore. Ne glede na to je društvo zagovarjalo stališče, da nobena občina ni tako revna, da ne bi zmogla vsaj prispevka za letno članarino, saj so s tovrstno pomočjo občine dejansko razbremenile sebe. Neizobražena gluha oseba je namreč ostala po smrti staršev ali skrbnikov v breme domovinski občini. Od mestnih občin je na primer Maribor v obdobju 1931-40 v veliki meri konstantno prispiral finančna sredstva, sledila je Ljubljana, ostale občine so pač prispevale zelo različno. Tudi prispevki podjetij, denarnih zavodov in zasebnikov so bili skromni, zlasti v času gospodarske krize, ko so praktično izostali, tako da je bil v določenem trenutku ogrožen celo obstoj društva. Društvo je bilo razočarano nad premajhno finančno odzivnostjo denarnih zavodov, od njih je dobivalo, citiram, stereotipni odgovor, da je zavod pod zaščito, konec citata. Denarni zavodi so očitno smatrali v novinsko podporo za zadostno. Društvo je opozarjalo tudi na pomanjkanje osebne finančne iniciative vodilnih v denarnih zavodih. Zavedalo pa se je svojega, pač ne glede na vse poslanstva in pomena pri podpori revnih varovancev ter pri dodeljevanju podpor postopalo zelo previdno, gospodarno, izključilo je vsako zlorabo, se je poznalo prosilce in njihove socialne razmere ter naredilo tudi letni obračun na vsakoletnih občnih zborih. V okviru društva je bil ustanovljen sklad v počastitev dolgoletne učiteljice v gluhonemnici Vite Zupančič. Na podlagi soglasnega sklepa občnega zbora društva z dne 15. novembra 1935 je društvo izločilo iz društvenega premoženja 10.000 dinarjev in ta znesek upravljalo kot sklad Vite Zupančič. Sredstva sklada so bila namenjena obdarovanju v blagu, ne v denarju, nadarjenih revnih učencev 4 višjih razredov gluhonemnice. Obdarovanje je potekalo konec šolskega leta, obdarovance pa sta skupaj izbrala društvo in ravnateljstvo zavoda na predlog učiteljstva. Učencem zaključnega razreda sta zavod in društvo omogočila tudi končni izlet na morje, ki so ga mnogi videli prvič. Osrednja vsakoletna prireditev društva je bilo Miklavževo obdarovanje otrok, v prvi vrsti predvsem zato, da so otroci pred nastopom zime dobili topla oblačila in obutev. Društvu so pomagala tekstilna podjetja s prispevki v blagu. Največ so prispevala predvsem ljubljanska podjetja, medtem ko druga naj ne bi pokazala pretiranega interesa. Društvo je bilo presenečeno zlasti nad neodzivnostjo podjetij v nekdanji mariborski oblasti, saj iz tega območja prihajalo tudi največ učencev gluhonemnice. Po prvi svetovni vojni so namreč gluhi učenci slovenske Štajerske, ki so se šolali v avstrijskih zavodih, nadaljevali šolanje v ljubljanski gluhonemnici
saj na območju Slovenske Štajerske ni bilo gluhonemnice. Neodzivnost nekaterih podjetij je društvo pač povezovalo tudi s tem, da so se na njih obračale tudi druge socialne ustanove z enakimi pričakovanji. Med podjetji, ki so darovala oblačila in obutov, se na primer iz Ljubljane omenja trgovina Žibert Čepon, ki je vsako leto podarila čevlje in nogavice. Med obrotniki zasledimo tudi podjetje Urbanc, Olub, Eger, potem lastnike tovarn Dragutin Hribar, Josip Kunc, Henrik Francel in drugi. S slaščicami pa so otroke razveselila tudi podjetja Šumi, Šarabon, Jelačin. V letu 1937 je bilo med darovalci 42 ljubljanskih podjetij, v tem letu so bila med darovalci tudi podjetja izven Ljubljane, kot na primer tekstilna tovarna Doktor in Drug ter konfekcija Franc Kušek iz Maribora, Jugočeška iz Kranja, Strmecki iz Celja, tovarna obutve Peko iz Tržiča. Neodzivnost, torej upravičena ali neupravičena nekaterih podjetij, denarnih zavodov in posameznikov pri darovanju prispevkov v društvu priča o njegovi trnovi poti pri zagotavljanju zadostnih sredstev za kritje potreb revnih gluhih gojencev in absolventov gluhonemice in je hkrati deloma pokazatelj splošnega stanja v takratni slovenski in splošni jugoslovanski družbi glede odnosa do gluhih in gluhosti. To je bila še vedno pretežno družba predsodkov, v kateri so morali gluhi vedno znova opozarjati, da so polnopravni člani družbe in pozivati k enaki ureditvi svojega položaja, kot so ga imeli gluhi v drugih evropskih državah. Predsodki v družbi ter majhne možnosti gluhih v Sloveniji in na splošno Jugoslaviji so društvo spodbudili, da je med svoje pomembne delovne obveznosti uvrstilo tudi seznanjanje javnosti z vzgojo in izobraževanjem gluhih, z vzroki in posledicami gluhote in s tem prispevalo k odpravljanju predsodkov družbe. To je počelo preko radijskih oddaj, časopisja, tudi gledališke igre so, bom rekla, izvajali in se na ta način kulturno udejstvovali in torej pokazali, da lahko tudi gluh otrok bom rekla, je aktiven kot igralec v gledališču. Tovrstna dejavnost je vsekakor približevala gluhe šešeči okolici, a je bilo približevanje pod vprašanjem, ko so absolventi gluhonemice iskali prvo zaposlitev in si prizadevali ustvariti socialno varnost ter obrniti hrbet revščini. Absolventi gluhonemice so bili usposobljeni za opravljanje ročnih poklicev, torej tam, kjer njihove pomanjkljivosti niso bile moteče. Poleg predsodkov so v obdobju gospodarske krize tudi same gospodarske razmere marsikateremu delodajalcu preprečevali oziroma onemogočale zaposlovanje. Društvo je poskušalo v danih razmerah spodbuditi delodajalce k zaposlovanju gluhih z nagrado v vrednosti 2000 din. Društvo in gluhonemica sta v nekem smislu izvajala tudi poklicno svetovanje za absolvente gluhonemice, saj v obravnavanem obdobju v Sloveniji in Jugoslaviji ni bilo poklicnih posvetovalnic za gluhe, tako kot je to že bila praksa v drugih evropskih državah. Če zaključim, gluhonemica je bila v prizadevanjih za samostojnost in integracijo svojih gojencev dejansko osamljena. Z ustanovitvijo karitativnega podpornega društva za gluhonemo mladino v Ljubljani so se tovrstna prizadevanja porazdelila, a še vedno v obravnavanem obdobju ni bilo širše podpore družbe in oblasti. Oblastna in kasneje banska uprava sta omogočili delovanje zavoda in se zavedali pomena izobraževanja gluhih, čeprav v skromnih pogojih nista bili pa širši pobudnici integracije gluhih. Hvala. Hvala.